večinoma starši začnejo opažati, da je otrok tako malo bolj neroden, da se večkrat spotakne, da če hitro teče, da recimo ko obrne smer, da ga malo zanese. In to so taki splošni klinični znaki ali pa simptomi, ki so v bistvu po tem otroškem obdobju zelo pogosti. Otroci so živahni, veliko stvari naenkrat hočejo narediti in se mimogrede tudi popolnoma zdrav otrok spotakne, zaplete oblastne noge brez kakršnega koli drugega vzroka. Tako da je dejansko na bolezen treba pomisliti, na kar morajo biti pozorni, je to, da vseeno starši potem zelo lepo opažajo, pač povejo, da vseeno tako malo drugače začne hoditi, ne znajo čisto točno definirati, ampak nekaj pač zmoti. In ob samem pregledu, pa potem, ko se pa otroka pogleda, so pa lahko prisotni tudi kakšni drugi znaki, v smislu, da pri samem nevrološkem pregledu, kaj izstopa, pa same anamneze, predvsem natančne, se lahko potem posumi na tako obolenje. Zdaj, napotitev je potem naprej za dodatno diagnostiko, potem ali pediater najprej v razvojno ambulanto napoti, da še tam otroka pogleduje, ali pa potem naprej na subspecialistično nevrološko ambulanto, kjer se pa pol izpelje diagnostika.